Še aerodrom te pravi. To bo res. Evo ti šefa. Dobar dan. Delta, Alfa, Hot. Veš lepo te videti. Bravo. Franci, veseli. Pa snemalci sta pravi, tako da ni problema. Correct. Ste za uporabili 1.6, javite finale. Alfa, kaj še Papa Alfa. je, ne? Kako ustvarijo, priču gledaj. Ja. Prišel sem predvsem z namenom, da obujam malo spominje, ko sem na tem letališču prevažal turiste z cesto 206. Bilo je zelo lepo in zdaj, ko sem pa čutil, da je to asfaltna cesta, je normalno, da pridemo na te ceste. Tako je prav, mi vas bomo vedno veseli. Ne veš kaj, oni doma. Kuhno je doletela, ki so cajt trenirali. Lina, sem pridi. Pa to je zgodovinski posnetek. Čakaj, kaj moram to najprej malo, da se naredi... Ti samo stisne do konca. Gužve, da robimo 2 kontrolorja. Pa lahko levo. Že dekleta, da boste fine na kameri. A si skozi me za harto znam pa poslušati. 24. klasa, 7 generacij za mano. To je 10. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, prijateljice in prijatelji letalstva, dobrodošli na letališču Slovenske Konjice. Pozdrav tudi županu občine Slovenske Konjice, gospodu Miranu Gorinšku. Posebej smo veseli, da so med nami ministrica za notranje zadeve, gospa Vesna Gerke Žnidar, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, poslanca državnega zbora, gospod Bojan Podkrajšek in Zmago Jelinčič, konjiški arhidiakon, gospod Jože Vogrin, žiški župnik, gospod Marjan Veternik in loški župnik, gospod Jože Brezovnik. Prav lepo pozdravljam tudi predstavnike lokalnih skupnosti. Začenjamo slovesnost svečano otvoritvijo vzletno pristajalne steze, ki sovpada 40. obletnico delovanja Aerokluba Slovenske Konjice. K mikrofonu vabim predsednika Aerokluba Slovenske Konjice, gospoda Janja Jenšterla. Spoštovana gospa ministrica, gospod minister, oba poslanca, gospod župan, vsi, ki ste se udeležili, lepo pozdravljeni. 40 let je lepa doba, se pravi, mogoče najbolj plodna. In mislim, da, kot smo se zbrali v tako lepem številu, da bo danes ta popoldan za vse skupaj, predvsem za letalce,
nekaj posebnega. Še enkrat dobrodošli na letališču Slovenske Konjice in bodite veseli z nami. Hvala. Na oder vabim gospoda Petra Ravnaka, da pove nekaj uvodnih besed. Spoštovani letalci, spoštovani prijatelji, spoštovani visoki gosti. Čas mi je, da sem doživel ta trenutek, da vam nekaj besed povem o našem letališču, o naši trnovi dolgi poti, da smo prišli do tega, kar imamo danes. Srčna želja, korajža, neznosno garanje, široko znanje, finančna zmožnost, pa veliko sreče je potrebovalo, da smo po 40 letih dosegli to, kar smo, in upam, da to tudi ni zadnja točka. Če se malo spomnimo, ko smo bili še v rosnih letih, se je letenje na tem področju začelo dokaj zgodno. Znano je, da je v tem okolju ogromno dobrih pilotov, ki so v svojem času pomenili prave legende tudi v svetovnem merilu. Eden takih je bil Vinko Štefanič, ki je leta 1953 pristal prvič na tem območju, kjer je danes letališče. Želel si je, da bi tudi doma imeli nekaj takega, kot imajo v Celju in drugod, vendar je bil sam in je dokaj hitro stagal in je šel v Ljubljano. Pravi razvoj se je začel z ustanovitvijo Aerokluba Slovenske Konjice. Za zasluge za to ima Zorko Dušan, ki je bil takrat pilot v Celju in je gledal na to območje, ko se vozil s tovornjakom in je vedno rekel, tukaj bo letališče. On je dal idejo za ustanovitev Aerokluba in tako smo leta 1978 ustanovili Aeroklub Slovenske Konjice, ki si je zadal nalogo tudi ustanovitev letališča. Prvi predsednik je bil dokaj močna politična osebnost in je znal stvari organizirati tako, da smo dobili prva soglasja iz Beograda. Malo pogledal na tele. Tako je prišla komisija iz Ministrstva za promet iz Beograda in na osnovi strokovne komisije, v kateri je bil Max Arbeiter, takrat sicer Konjičan, pa upravnik v Celju, in Kencijan Marjan, upravnik v Slovenjgradcu. Bolj kot ne je Max sam določil traso današnje vzletno pristajalne steze. To je na tej strani, kjer je danes asfaltna. V takratnem času je bilo tole puščena železniška proga, telefonski kabli, na drugi strani pa je na samo grmovje in močvirje, da je še buldožer zagrezno. In če Max ne bi bil taka avtoriteta, si noben ne bi upal pomisliti, zakaj je ravno tam, ampak zato, ker je odprta ravnina na obe strani. No, in takrat so na lastno roko skopali komercialske jarke, uredili letališče do takšne mere, da nam je ta komisija iz Beograda dovolila letenje. In sicer bil je pogoj 3 uspešni pristanki znamenitih oziroma izkušenih pilotov iz okolja. Tako je 22.7.1983 prvi pristal tukaj Peter Karner z Piperjem 18 z registracijo Yankee Uniform Charlie Yankee Victor. Zelo sem vesel, da je danes tukaj Peter in da je tudi letalo, ki je bilo legendarno zirsko letalo, tudi tamle dol v vrsti. Že naslednji dan, 23.7.1983, je pristal Černič Jože iz Slovenjgradca za Udvo, oznake Yankee Uniform Delta Hotel Papa. 24.7. pa je iz Maribora priletel Roben, ki ga je pilotiral Rjavc in Pučko, oznaka je bila Ju, Charlie Delta Bravo. Na osnovi teh 3 kvalitetnih pristankov in pozitivne ocene nam je Zvezni komitet za promet in veze izdal dovoljenje od 1.7. do 30.10. da lahko tu letimo.
Tako smo 24.7.83 organizirali prvi velik miting, na katerem je nastopilo 10 motornih letal. Isto leto smo pa v Celju šli podirati prvi hangar z namenom, da bi ga postavili. Mimo grede, ta hangar, ki stoji, je bil 5. v vrsti. 4 neuspešni, 5 še stoji. Tu smo začeli potem z skromnimi deli prve modelarske tekme, ki smo imeli potem vsak od 25. maja od leta 1985 naprej. Druga prelomnica je bila 28.7.1985, ko smo tu krstili prvo jadralno letalo, organizirali smo taksi, letenje za občane do pozne ure zvečer, sodelovali so Slovenjgrad, Ptuj, Celje, Maribor in Velenje. Potem je istega leta, 25. avgusta, letalski center Ptuj, Aeroklub Ptuj, organiziral tukaj samostojni letalski dan. Naslednja prelomnica je bil 8.8.92, tu pa se že gre v samostojna Slovenija, stvari so se obrnile na novo, mi smo prav cajt ocenili situacijo in se tudi temu primerno organizirali. Leta 1992 organiziramo velik miting, kjer so prvič tukaj helikopteri pa baloni. Istega leta, 27. decembra, dobimo prvo motorno letalo, ki je nekaj vrste prvi delničarski projekt v občini. 14.8.93 organiziramo prvo prvenstvo motornih pilotov in na to vsako leto tukaj do dimenzij mednarodnega prvenstva. Leta 1995 dobi naša steza končne dimenzije, to je 820 metrov krat 50 in isto leto gostimo kap jadralnih pilotov iz Nemčije, iz Coburga. 97. leta postavimo malo bencinsko pumpo. Leta 1999 pa je tukaj velika prireditev, na kateri organiziramo mejni prehod z carino. In so za tiste razmere, danes je to smešno, ker kolegi iz Nemčije, iz Avstrije pridejo tu, da so iz sosednje vasi. Takrat je pa bilo zelo težko in smo imeli tukaj carino in mejni prehod. Takrat se na velikem mitingu udeleži tudi reaktivno letalo Learjet slovenske vlade in cestna Smelta. Isto leto zgradimo aneks učilnice in dobimo hišno številko Žiče 107. Leta 2001 imamo spet veliki miting. To leto je pomembno, ker prvič prebijemo številko 100 pilotov v naši organizaciji. Sicer 101 pilot smo ga imeli. Leta 2004 organiziramo tukaj prvi zbor vojaških pilotov. Leta 2006 pa v zelo težkih pogojih gostimo praznik slovenskega letalstva, bilo okrog 10.000 ljudi. Leta 2012 gre Matevž Lenarčič, ki ima svojo bazo tukaj in malo kdo ve, da je izkonič tule deluje, je šel prvič okrog sveta. Takrat se pojavi podjetje Trixi, ki uspešno dela zrakoplove in se letos preselijo v nove prostore, 3000 kvadratov v mestu in dobimo tudi organizacijo za usposabljanje pilotov Airbusov, kar imamo še danes. Leta 2015 zgradimo nov hangar in leta 2017 zgradimo tole stezo. V tej stezi je bila muka in v tem se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo dosegli to stezo. Moram reči, da smo popolnoma legalni, po naravni poti dobili gradbeno dovoljenje preko Magna, en mesec prej. Toliko bi jaz naredil, pa hvala lepa, pa prosim še naslednjih sekundah. Mikrofonu vabi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. Spoštovani predsednik Aerokluba Slovenske Konjice, gospod Janez Jenštrle, kolegica ministrica, župan občine Slovenske Konjice, kolega poslanca, spoštovani piloti, gospe in gospodje. Moram povedati, da sem bil velikokrat že tukaj na tem letališču v Slovenskih Konjicah oziroma v Ločah, Žičah, ampak danes sem prvič priletel.
v vaš lepi kraj. Kot minister za gospodarstvo sem imel priložnost prepotovati Slovenijo po dolgem in počez, ampak šele iz zraka lahko vidiš, kako lepa je naša domovina. In zato spoštujem vse aeroklube vašega v Konicah in ostale po Sloveniji, ki negujete tradicijo negovanja varne športne vožnje, pa tudi v nadaljevanju verjamem, da se bo vse to razvilo kot neka podpora turizmu. Turizem je pomembna gospodarska panoga v Sloveniji, tudi tukaj pri vas na Konjiškem, Zreškem imate tradicijo dolgoletno zimskega turizma, zdraviliškega turizma, se pravi imate vse, kar potrebujemo za celoletni 12-mesečni turizem, ki ga kot glavni cilj opredeljujemo v strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017-2021. In verjamem, da bo tudi ta vaša vzletno pristajalna steza pripomogla k temu, da bomo sodobnim turistom, ki si želijo zgodb in pa doživetja, lahko pričarali tudi kakšne nove, dobre slovenske občutke. Čestitam vam, da ste uspešno zaključili ta velik projekt, ampak moram kljub vsemu povedati, da je tudi Magna pridobila legalno dovoljenje po naših zakonih in pa po pravilih. Res, da smo malo bolj robantili od zadaj, da so vaši ljudje tukaj bili bolj sami, ampak tudi mi smo od strani vsaj kak mali kamenček prispevali k temu, da se vse to naredilo, kar imate tukaj. Čestitam vam in želim vam veliko uspešnih pristankov in vzletov z tega letališča. Najlepša hvala. Zdaj pa na oder vabim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, ki bo spregovoril o pomenu letališča za lokalno skupnost. Spoštovane gospe in gospodje, prijatelji, prijateljice letalstva, v takšnem dnevu je prav lepo biti Konjičan, kajti danes imamo vsaj dva razloga, da smo lahko ponosni, da smo lahko veseli. Ta prvi razlog ima kar nekaj desetletno zgodovino, to je 40 let nazaj ustanovitev aerokluba, ko je takrat nekaj, moram govoriti v prvi osebi, ko nas je takrat nekaj še predvsej golobradih ustanovljalo aeroklub z vizijo, da nekaj storimo na področju letalstva. Verjamem pa, da jih je bilo zelo malo takšnih, ki so v tistem času imeli vizijo, da pridemo do tega, kar imamo danes tukaj. In lahko bi dolgo govorili, naštevali, ljudje večinoma poznate, kaj vse se dogaja, ne samo na letališki stezi, kaj se dogaja za temi zidovi, in v končni fazi je prav, da minister za gospodarstvo sliši, da je s tem letališčem, s to dejavnostjo letalstva povezano okoli 100 ljudi, 100 delovnih mest. In drugi razlog za veselje je prav gotovo, da smo po večletnih bojih z birokratskimi ovirami, s pravno logiko, povsem legalno, če se še jaz malo pošalim, prišli do tega, da smo umestili tole stezo v sredini območja Nature 2000 in da smo danes vsi skupaj zadovoljni. Tako tisti, ki skrbijo za varovanje naravnega okolja, kot tisti, ki želijo nekaj več dodati k temu, kajti na tej stezi bodo pristajali in so že pristajali tudi turisti, tudi takšni, ki se pripeljejo z letalom, imajo namen nekaj več potrošiti. In zato sem, kot sem dejal, je danes poseben dan, poseben razlog za veselje. In pred dobrim mesecem smo na svečani seji občinskega sveta že dali priznanje gonilni sili Petru Ravnaku, ali bolje Pikčiju, kot ga vsi poznamo, z zlatim grbom občine Slovenske Konjice. Pikči, iskrene čestitke še enkrat in kapo dol, jaz ti je že prej dal v žep, da ne bi pozabil, kapo dol, koliko znanja, koliko vztrajnosti, koliko trme, vse usmerjeno v isto smer, da smo danes lahko tukaj. Ker se pa vse skupaj začelo, kot sem dejal, pred 40 leti
in da je tisto seme, ki je potem sklilo in bogato obrodilo, je pa le bil nastanek Aerokluba Konjice. Predlagam, da se mi predsednik Jan Jenšter, kje si pridružiš, da v imenu lokalne skupnosti podelim priznanje občine Slovenske Konjice Aeroklubu ob 40-letnici delovanja kluba za željo, da seveda ta klub skrbi za razvoj letalstva tudi naprej. Vsem ostalim, vsem letalcem pa želim seveda obilo odločnih vzletov in pa mehkih, predvsem pa varnih pristankov. Stitka, drži se. Govori, evo, še enkrat, nekaj naredim. Sedaj pa bo Aeroklub Slovenske Konjice podelil nagrade še lokalnim skupnostim in gasilskim organizacijam. Kot veste, vsako letališče rabi tudi svojo gasilsko podporo. Tako je v vrsto let sodelovali lokalne gasilska prostovoljna društva in so nam pomagala pri vseh mitingih. Tako je na začetku nam največ pomagal domicilni prostovoljsko gasilsko društvo Žiče. Vrsto let. V zadnjih letih, ker je certifikacija letališča zahtevala malo boljšo opremo, pa to smo bili prisiljeni oziroma smo zaprosili to gasilsko društvo Slovenske Konjice. Istočasno pa nam na pomoč priskočijo vedno gasilci iz Loč, kajti loški gasilci in konjiški imajo tudi certifikat za letalsko gasilsko dejavnost. In naprošam predsednike gasilskega društva vseh treh omenjenih, da pridejo po skromno priznanje. Gasilsko društvo Žiče, gospod Kubošnik, poveljnik gasilskega društva Žiče. Gasilsko društvo Slovenske Konjice, gospod predsednik Avenca. Veliko uspehov še naprej. Še gasilsko društvo Loče, gospoda predsednika. Najprej krajevna skupnost Loče, gospoda Čakša. Našega letališča umile, da so se stvari pokazali v pravi luči, kot je treba, in smo to posebej zahvalni. Krajevna skupnost Žiče, na katerem ozemlju leti letališče, stoji letališče, kjer se zahvaljujemo predvsem nekoč predsedniku Ludviku Jermanu Caglerja, da se glasi. Čestitka v Bibliju. Pa seveda krajevna skupnost Draža vas na zahodu, oni so na zahodu, ker so najbolj razviti. Naprošam gospoda Arbajterja Dušana. Naprošam predstavnika občine Zreče, ker župan ne more, da se glasi gospod Kroneker Štefan. In seveda še našo matično občino Slovenske Konjice, tu nimam izgubljati besede. Kako prijetno je, da je občina, kljub temu, da se vse odloča druge razno občini, vsaj stoji po strani za vsako malenkost, za vsake stvari. To smo imeli strašno srečo, da je Miro, tudi pilot, naprošam, da pride po priznanju. En drugega. In še na koncu, vsi vemo, da je sekretarka Aerokluba najbolj pomembna stvar, predsedniki odločajo, odgovarjajo, brez dobre sekretarke pa nič ne gre. Ta prva sekretarka je bila Anica Brumec, kateri smo izmerno hvaležni za vse delo, kar je postavila pri sami ustanovitvi. Druga sekretarka, Zdenka Kovač, je celo bila tako dobra, da je postala ministrica. In tretja je naša Sonja Kolar, ki že upravlja več kot 20 let to funkcijo, ima živce.
Tale isto knjigo naprošamo Darku Tomasnaku za vse te lete trpljenja z nami. Tretji je ponovno, pa ne zato, ker je župan Miran Gorinšek. Hvala. In jasno, aktualni predsednik ni iz naših krajev, ga imamo pa za našega 21 let drži štango, pa smo v tem primeru tudi zahvaljujemo Jani in čestitamo. Takle, zdaj mi našo ceremonijo poštale, pa bi nadaljevali z... Sedaj vabim gospoda župana Mirana Gorinška, ministrico za notranje zadeve gospod Vesno Gerke Žnidar, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo gospoda Zdravka Počivalška, gospoda Janja Jenšterla in gospoda Petra Ravnaka, da prerežejo trak. Nekoliko kasneje, po uspešnih letih,